Z nami je pesnik, pisatelj, scenarist, dramatik, soustvarjalec literarnih revij, pisec radijskih in lutkovnih iger, tekstopisec popevk in založnik. Piše tako za odrasle, kot tudi za otroke in mladino. Številna njegova dela so prevedena, mnoga tudi nagrajena. Je prejemnik nagrade Prešernovega sklada, Večernice, Desetnice, dvakratni prejemnik nagrade Kresnik in v letošnjem letu najprestižnejše nagrade na področju literature Prešernove nagrade. Z nami je gospod Feri Lainšček. Gospod Lainšček, lepo pozdravljeni v naši družbi in iskrene čestitke za Prešernovo nagrado. Zelo smo počaščeni, da ste se odzvali našemu povabilu na pogovor. Hvala. Torej, v nekem intervjuju ste dejali, da ste postali pisatelj ne zato, ker ste veliko brali, ampak ker ste veliko poslušali. Tukaj sta imela veliko vlogo vaša starša, ki ste jima tudi namenili spomin v romanu Kurji pastir. A nam lahko zaupate kakšno anekdoto iz svojega otroštva? Ne vem, če je ravno anekdota, ampak res je to, da sem veliko poslušal, ker so bili okoli mene dobri ljudski pripovedovalci. Ampak potem, ko sem šel v šolo, sem pa začel obsedeno brati in sem vsak dan praktično prebral eno knjigo. Ker sem hodil v podružnično šolo in je bila knjižnica majhna, sem do 4. razreda prebral vse knjige, tako da mi je potem učiteljica nosila knjige iz matične knjižnice na matični šoli in to je ta anekdota, malo kdo mi verjame, da je bilo res tako, ampak učiteljica je priča. V vaših delih je tudi pogosta tema ljubezen. Kaj vam pomeni ljubezen in kdaj ste bili prvič zaljubljeni? No, prvič sem bil zaljubljen že v 1. razredu osnovne šole. To je resnična zgodba, namreč v tisti 2. razred, tam v skupno učilnico sta hodili 2 deklici, ki sta si bili podobni kot jajce jajcu, ampak meni se je zdela ena lepša, pa sem se zaljubil v njo. Tako da, to je bila moja prva ljubezen. Takrat sem napisal tudi svojo prvo pesem, namreč nisem vedel, kako bi ji rekel, da mi je všeč, pa sem mami ukradel razglednico, pa sem potegnil 2 črti in sem na zgornjo črto napisal zelo si lepa, na drugo črto pa imam te rad. In še od takrat sem prepričan, da je bila to v bistvu prva pesem. Takrat sem prvič svoje čustva izpovedal. To svoje ljubezensko pismo sem skrivaj potisnil v torbo, ampak sem se vštel, pa sem dal oni drugi, pa je potem povedala mami in njena mama je povedala moji mami in skratka, bila je cela štala, moja mama je bila zgrožena, da sem že v 1. razredu zaljubljen. Ampak zdi se mi, da sem pravzaprav celo življenje zaljubljen v življenje in da je ljubezen res tisto najpomembnejše v našem življenju. Ko me vprašajo, tako kot ti vprašaš, kaj mi pomeni ljubezen, zmeraj rečem, da je svet nenehno na eni veliki tehnici, na eni strani je zlo, na drugi strani je dobro. Zmeraj se zdi, da bo zlo zmagalo, potem pa dobro to tehnico izravna. No in da ta tehnica lahko tako deluje, je na strani dobrega potrebna ena nevidna utež, edina, ki deluje, in to je seveda ljubezen. Samo ljubezen pomaga na strani dobrega. Napisali ste več kot 20 romanov, več 10 radijskih iger, številne pesniške zbirke, različna dela za otroke. Po vaših delih je bilo posnetih kar 6 slovenskih filmov, med njimi tudi znameniti film Petelinji zajtrk, ki je bil kar nekaj let tudi najbolje gledani slovenski film. Kaj bi rekli zase, da je vaš ključ ustvarjalnosti in tudi uspeha? Pa zdi se mi, da je pomembno to, da človek pač
piše o tem, kar sam spozna, ne, zdaj, če malo tako rečem, da ne prepisuje, ampak da dejansko piše iz lastnih spoznanj, iz lastnih občutenj. Včasih rečem, da pač je to poklic oziroma je to dejavnost, ki ne prenese kopij. Pri pesiteljevanju štejejo samo originali in bralci to prepoznajo. To je nekako na kratko nek moj kredo. Dejansko je vse, kar sem napisal, neka moja duhovna biografija. Marsikatere svoje literarne junake pravzaprav lahko tudi pokažem, ker so zares živeli, marsikaterega sem si seveda tudi izmislil in se je rodil v moji domišljiji. Ampak recimo ta mehanik iz Petelinjega zajtrka je nastal, ta lik Pištija Gajaša je nastal po resničnem liku, sicer že pokojnega mehanika v Murski Soboti, s katerim sva bila dolga leta prijatelja. Veliko sem zahajal v to njegovo delavnico, ko je bila res posebna. In marsikaj od tega, kar smo brali v romanu ali kar smo gledali na filmu, se je tam zares zgodilo. To je recimo tak primer pač lika, ki je nastal iz resničnega življenja. Zdaj drugi liki seveda nastajajo na različne načine in se nekateri rodijo povsem v domišljiji, se ustvarijo kot nekako duhovno bitje. Res mislim, da so literarni liki pravzaprav duhovna bitja. Ne vem, koliko me lahko razumeš, ampak recimo, če samo pomisliva na Martina Krpana, ne, ki ga vsi poznamo, če bi prišel zdaj notri v tvojo sobo, bi ga takoj spoznala, vedela bi, kaj nosi, kam gre. Ampak tega Martina Krpana si je Levstik izmislil. Martin Krpan ni nikoli zares živel. Živi med nami kot duhovno bitje pravzaprav. In to je to življenje literarnih junakov, tudi na tak način. Naš današnji kulturni dan smo poimenovali Mura, moj navdih, ker tudi mimo naše šole ter skozi naš kraj Sladki Vrh teče ta reka, povezana z vašim okoljem odraščanja in bivanja. Nekoč ste dejali, da navdih prihaja od znotraj. V kolikšni meri je vaša notranja počutja povezana s tem okoljem, z domačim okoljem? No, Muro seveda poznam, tudi vem, kako teče skozi vaš kraj. Pri nas je Mura že čisto ravninska reka, je že čisto panonska reka, ki se razliva. Zelo zanimiva s svojim tokom postaja tu. Namreč veliko je rokavov, veliko je še teh nekih območij Mure pri nas, ker niso regulirani, ker je Mura še svobodna. Zdaj, seveda, jaz veliko časa preživim ob Muri, je na nek način zame reka, ki jo imam rad in ki nekako vpliva name. Ne vem, imam občutek, da me to njeno tiho življenje pomirja, da če sem ob njej, da me nekako očisti. Zagotovo sem pač povezan z njo na en tak poseben način in zaradi tega tudi zelo rad grem k njej. Poznam življenje ob njej, poznam ljudi ob njej, nekaj je še brodarjev. Ta zadnji mlinar je zdaj pred časom umrl v Veržeju. Poznam čolnarje, ribiče. Skratka, je neko življenje podobno kot pri vas, tudi pri nas na Muri. Kar zadeva drugo okolje, pa seveda je to ravnica. Jaz moram reči, da me ponavadi običajno povezujejo s Prekmurjem, ampak jaz imam rad pravzaprav to celo ravnico, to veliko ravnico, ki se nadaljuje daleč proti Karpatom, kamorkoli se ozremo. Verjamem, da ta geografija, ta občutek človeka, ki živi v ravnici, obstaja, da obstaja nek pogled na svet zaradi tega človeka, ki
ki se počuti majhnega, ki je majhen kot mravlja, zaveda se tega in v nekih odtenkih to mogoče vpliva na razumevanje ali pa dojemanje ali pa občutenje sveta, mogoče tudi na odnos do sveta, ker drugače se verjetno počutiš, če si kje v Alpah, če nimaš pogleda mravlje, ampak imaš recimo pogled orla, ki gleda od zgoraj na vse stvari. Mogoče to rahlo vpliva pač. Ampak niso pa to take razlike, da bi bile pomembne, ne. Pa imate kakšen poseben del dneva, ko najraje pišete? Meni je ustvarjanje res način življenja, kar pomeni, da s tem živim, zdaj že leta, zdaj že moram reči, da kar desetletja. Praktično se mi zdi pomembno to, da sem nekako ves čas na razpolago, ne? Da ne hodim v službo, tako kot običajno ljudje hodijo v službo, da ne rabim tistega, da bi se potem spočil od službe, ampak da sem ves čas na razpolago. Pišem pa res po navdihu, bolj ali manj. Pišem, ko imam občutek, da imam kaj za povedati in da sem v takem razpoloženju, da lahko to tudi zapišem. Včasih sem veliko pisal po noči, včasih tudi do jutra. Zdaj se je ta čas, ko sem malce starejši, nekako skrajšal, ampak še zmeraj ostajam, ko sem recimo sredi romana, lahko tudi do 2-3 po noči, tako da kakorkoli obrnem, sem verjetno neka vešča ali pa sova, vendarle bolj kot pa dnevna ptica. Ste zelo znani in priljubljen avtor bralcev literarnih del. Na katero svoje delo ste najbolj ponosni? Ponavadi se temu vprašanju izognem tako, da rečem, da sem najbolj ponosen na zadnje delo in nekako zadnje delo ti je najbolj ostane, najbolj si še z njim, nisi še izstopil iz njega. Je kar nekaj romanov, ki so se mi tudi po mojem mnenju zelo posrečili, ki se jih pravzaprav splača prebrati, ki jih upam priporočiti bralcem. Ampak da bi pa v vsej tej množici del imel neko delo, ki bi ga zdaj lahko posebej omenil, pa pravzaprav nočem ali pa si ne upam. Tako da boš se morala zadovoljiti s tem odgovorom, da boš morala med mojimi deli, če boš kdaj jih prebirala, sama najti tisto, ki je tebi najbolj všeč. Poznani ste tudi po tem, da se radi oblačite v črno in nosite klobuk. Se v tem skriva kakšno posebno sporočilo? Pa pravzaprav ne, pravzaprav ni nekega posebnega sporočila. Večkrat so me to spraševali, pa saj sem običajno odgovarjal na različne načine, zmeraj nekako na pol po resnici. Jaz imam zelo, zelo rad barve. Jaz res uživam v barvah, ampak če bi se oblačil v barve, bi se oblačil verjetno na tak način, da bi bil videti kot papiga, ne. In to bi bilo po moje kar smešno, tako da sem se potem omejil na vse te odtenke črne barve, ki jih je tudi veliko. Pa si potem dovolim, da si kak drobec dodam tudi v barvah, tako se imam nekako pod nadzorom. Zelo imam rad rute, ki so včasih tudi kar pisane, kak klobuk tudi v drugačni barvi, ampak črna skrbi nekako za to, da nisem papiga, no? Da ne hodim okoli tako, da bi se mi smejali. Je pa tudi nekaj res, črna barva ima neko vlogo, ki jo sicer drugi boljše razlagajo kot jaz, ampak so mi večkrat to povedali, ki so razmišljali o tem, zakaj je črna barva. Namreč baje te na eni strani veruje, črna barva kot nek uklep, kot nek pred drugimi te varuje na nek način.
In po drugi strani pa spet varuje tebe. Ne? Tako da mogoče je nekje na podzavestni ravni, vendar ta odločitev za črno barvo ni tako preprosta, kot se mogoče meni zdi. Ne? Gospod Lajšček, za konec še eno vprašanje. Trenutno živimo v težkih razmerah, težkih trenutkih in v takšnih trenutkih se lahko hitro v nas pojavijo številni negativni občutki, ki so v veliki meri posledice te socialne distance in izoliranosti. Kako se vi spopadate z njimi, s tem časom in kaj bi svetovali nam, otrokom? Ja, vse je res, kar si rekla. Seveda smo v eni zelo posebni situaciji, v nekem položaju, ki ga vsi skupaj nismo vajeni. Tudi ne poznamo vseh odgovorov v zvezi s tem virusom in to nas dela še bolj negotove. Ampak vsekakor je zdaj čas, ko se moramo tako ali drugače zaščititi, ko moramo tako ali drugače paziti drug na drugega in se tudi moramo nekako v vsem tem znajti. Zdaj, jaz imam nekako to srečo, da je moja občina, da skozi mojo občino teče ta reka Mura, da lahko grem k njej, ne da bi me policaji preganjali. In to mi veliko pomaga. Veliko mi pomaga to, da imam stik z naravo. Seveda je pa res, da ste mladi zdaj v posebej težki situaciji, ker ste v življenjskem obdobju, ko je druženje nekaj, po čemer človek pravzaprav verjetno hlepi, ne, in nekaj, kar vam ta socialni stik, kar je z večjih razlogov pomemben. Jaz sem tako razmišljal, saj res skrbimo zdaj nekako za mlade z vseh strani. Vsi se trudijo, da bi vas zaščitili. Ne vem pa, če vas kdo kaj vpraša. Ne vem, to mi je tako vprašanje. Zdi se mi, da bi vas tudi morali vprašati, kaj si želite oziroma na kak način želite, da vse to poteka. Zelo se zabavam, to ti moram kar povedati, ampak zmeraj se moramo, ko so hude trenutki, tudi zabavati. V bistvu, jaz sem hodil po šolah in ker imam pač rad to novo tehnologijo, rad imam Instagram, rad imam Facebook, veliko sem na socialnih omrežjih, računalniške igrice včasih igram. Skratka, sem rahlo zasvojen z računalnikom in ko sem hodil po šolah pred enim letom na obiske, sem malo dražil učitelje, ker so rekli, da pa psihologe, pa pedagoge, pa socialne delavce, da je treba omejiti dostop do računalnika, da je treba otrokom določiti uro, kdaj lahko grejo na računalnik. Skratka, zdaj se je v enem letu vse skupaj obrnilo na glavo. Zdaj, moja žena, ki je socialna delavka na osnovni šoli, skrbi za to, da so vsi otroci pred računalnikom. Če niso vsi otroci pred računalnikom, je že problem. In vsi so pozabili, kaj so govorili pred enim letom. Zdaj vas preganjajo k računalniku, držijo ob računalniku, vi bi pa radi šli ven. Tako, z malo humorja je treba to vzeti, pa jih včasih spomnite, kaj so pred enim letom govorili. Ne? No, ampak če šalo pustiva na strani, mene je moje otroštvo naučilo, da je treba kljubovati brezupu, da je treba zmeraj ohraniti upanje. In če imam kako sporočilo v tem trenutku, je ravno to, da je treba ohraniti upanje, nekako imeti v sebi to potrpežljivost in dočakati spet trenutke, ko bo vse tako, kot je bilo. Ker res verjamem, da bomo ta virus prej ali slej premagali in da se bomo vrnili k tistemu običajnemu življenju, kakor smo bili prej vajeni, zelo upam, da se bomo vrnili in da bomo vse te dotike, objeme, pa tudi poljube, nadoknadili. Torej, gospod Lajšček, hvala za pogovor. Ostanite še naprej tako ustvarjalni in predvsem zdravi. Hvala. Enako želim tudi tebi. Bodi lepo. Hvala. Ferry Lajšček, nova pravila.
Zvečer se umijem brez vode in mila, zjutraj budilka ne bo več zvonila. Opoldan bom puding na misto kosila, četudi razglasil sem nova pravila, rad bi, da mama se ne bi jezila. Feli lajček poletna, o poletni nevihti, rad bi bil včasih brez nežnega plašča in brez snežnika. Po poletni nevihti, rad šel bi z nekom, ki stopa po lužah in se kot kožek potika. Feri lanček, velika štica, rad bi že segel do zgornje police, rad bi pogledal k sosedu čez plot, rad bi že vrgel kamen čez reko, rad bi brcnil so sredino na gor, rad bi že jedel žlico veliko, še posebej seveda sladoled in sladico. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom.